Pozdravljeni, poslušate Triglav skladi Stokcast. Danes sva z vami jaz, Matjaž Pogorevc, sem investicijski analitik. Jaz sem Aleksandar Guterje, sem upravljalec investicijskih skladov. Zaradi službene odsotnosti pa danes žal Klara Repnik ni z nami. Danes se bomo pogovorili o izjemno zanimivi investicijski temi. Tema današnje epizode je kibernetična varnost. Vsi vemo, kako se je spremenil svet zaradi epidemije COVID-19. Zgodila se je pospešena digitalizacija sveta. Govorimo tukaj o digitalizaciji dela, finančnih storitev, zdravstvenih sistemov, šolskih sistemov, upravnih enot. Digitalizirati so se morali tudi oskrbovalne verige. Organizacije so morale posvojiti nove tehnologije, ki so omogočili vzpostavitev dela od doma. Z tega vidika je problematika kibernetične varnosti postala še toliko bolj aktualna. Število podatkov v digitalnem svetu se je zaradi tega dogodka kar precej povečalo in tudi kibernetični kriminal se je zaradi tega povečeval. Res je, globalno se je povečal potreba po varovanju podatkov. Te problematike kibernetične varnosti so izpostavljene v veliki meri podjetje, ki delujejo na področju visoke tehnologije, ki uporabljajo visokotehnološke izdelke in storitve. Zato se bomo danes pogovorili glede te tematike s Slavkom Roganom, ki pri nas upravlja sklad Triglav tehnologije. Ima izjemno veliko izkušenj, poleg sklada Triglav tehnologije upravlja tudi še dva sklada, Triglav zdravje informacije in Triglav Severna Amerika. In se nam zdi, da bo Slavko prispel izjemno veliko k razumevanju te problematike, tako da danes je z nami Slavko Rogan. Tema današnje epizode je kibernetična varnost. Slavko, lepo pozdravljen. Živjo. Lepo pozdravljen, Slavko. Bi nam lahko povedal, Slavko, zakaj ocenjuješ, da bi lahko bila investicijska tema kibernetična varnost donosna, pomembna za vlagatelje? Torej, kar se tiče današnjih dni, smo ljudje in pa tudi podjetja zelo vpeti v spletne okoliščine in okolico. Tako da ta migracija, predvsem na podjetniškem delu, poteka zelo intenzivno. Podjetja pravzaprav danes si ne predstavljajo poslovanja brez spleta. In če sedaj malo karikiram, naše fizične doma, hiše, stanovanja zaklepamo, varujemo svoje osebne podatke pred nepridipravi. Imamo tudi lahko kakšne varovanja bolj sofisticirana, tako da se tudi moramo zavedati, da ko vstopamo v ta virtualni prostor, moramo prav tako zagotoviti močno varovanje, kajti tudi nepridipravi še bolj kot pa na fizičnih lokacijah prežijo na našo nepazljivost in pa na to, da pač pridejo, vzamejo identitete, vzamejo podatke in na tak način razpolagajo nepooblaščeno z njimi. Zato ta tematika, to področje postaja v današnjem času izjemno pomembno. Kakšno korist pa lahko napadalci pridobijo, če pridejo v sistem enega podjetja? Zakaj so sploh motivirani, da to delajo? V osnovi je njihova osnovna motivacija, da pridejo do podatkov. Vemo, tudi oni se zavedajo, to čedalje bolj, da so podatki moč in glavna vrednost vsakega podjetja. Danes podjetja imajo ogromno podatkov o kupcih, o svoji konkurenci, o izdelkih, o inovacijah, skratka vsem, kar omogoča uspešnost podjetja in neke konkurenčne prednosti. To je ponavadi poglavitni cilj nepridipravov oziroma teh spletnih napadalcev. Seveda lahko se osredotočijo tudi na druga področja, kar se tiče neke finančno-premoženjska področja, osebne identitete in tako naprej. Torej, varnost podatkov je eden od ključnih sklopov, ki je pomemben za podjetje. Mogoče še kakšno področje, kjer je treba investirati, kjer je treba imeti v mislih, če govorimo z vidika podjetij, da je treba nameniti še posebej pozornosti. Torej, katera področja mora biti varna? Prav gotovo je več področji, kjer podjetja morajo posvetiti vso pozornost, da res ne pride do zlorab. Najpomembnejše področje se mi zdi, da je tole nekje identiteta. Da lahko do določenih podatkov v podjetju vstopajo samo in izključno pooblaščene osebe, ki imajo pravico razpolagati z temi podatki. Nihče drug do teh podatkov ne sme priti in temu primerno je ta identiteta pravzaprav skorajda na prvem mestu.
Druga pomembno področje, kjer je za izpostaviti, je to, da ta migracija oziroma premik poslovanja podjetij na splet poteka, in sicer v tem primeru podjetja koristijo oblačne storitve in vemo, da pač čim so oblačne storitve v pogonu oziroma v uporabi, obstaja možnost, da pride do njihovih zlorab, in v tem primeru je tudi oblačna storitev ena izmed temeljnih področji, kjer pač podjetja mora posvetiti temu varovanju. Nadaljnje je potrebno investicije krepiti v umetno inteligenco in pa strojno učenje. Te aplikacije oziroma ti procesi so sposobni danes samostojno zaznavati nepooblaščene vdore. Oni praktično sami se vejo naučiti, da permanentno spremljajo delovanje sistemov, vidijo, kdo oziroma zaznavajo, kdo uporablja določene podatke, ali so to osebe iz podjetja ali pa morda kdo izven. Tako da tudi v tem področju so pravzaprav pomembne investicije za varovanje podatkov. Nadaljnje je potem tudi še kriptografija, ki pač omogoča neke naravne, mehanske zakonitosti, kjer pride do šifriranja podatkov, ki jih je pa pravzaprav zelo težko potem dešifrirati, in tudi ta segment zahteva precejšnje investicije. V eni raziskavi ponudnika antivirusnih programov od Nortona sem prebral, da je najšibkejši člen v tej verigi, ko pride do zlorabe dostopa v varovane baze podatkov, človek. A se ti zdi mogoče, da bi podjetja morala tudi investirati v kader, v izobraževanje kadra, da se naučijo ljudje, kaj se sme odpirati, kaj se ne sme odpirati, naprimer v e-mailu ali pa razni linki, ki jih dobivamo na dnevni ravni? Torej, obstajajo res neke empirične raziskave, da najšibkejši členi smo ljudje. V podjetjih dobimo prijazno elektronsko pošto z sporočilom, da nas vabijo ne vem kam in kako. Ga seveda odpremo, morda je celo izvor pošte od naše stranke ali kaj podobnega. Se ne zavemo, da ko pač to pošto odpremo, ima določene priloge, kjer je v bistvu programska oprema, ki omogoča vdor nepooblaščenim, in na ta način pravzaprav odpiramo ta stranska vrata spletnim prevarantom, spletnim napadalcem, in tako jim tudi nevedoč omogočamo dostop do podatkov. Seveda se na tem področju da zelo, zelo veliko narediti, treba pa je tudi vedeti, da nasprotna stran pravzaprav zmeraj korak naprej preži in da je pač težko vnaprej preventivno predvideti vse možne načine napadov. Torej, če bi bil naprimer eden od filtrov, ko iščemo investicije, naprimer odpornost na kibernetične napade, da to postane naprimer pomembno vlagatelju, bi bilo zelo dobrodošlo, da podjetja v svojih letnih poročilih tudi izpostavijo, da izobražujejo svoj kader tudi v tem, da postanejo bolj odporni na napadalce. Torej, tle lahko samo reči, da se s tem strinjam, da verjetno v prihodnje je to pričakovati, saj to bo pač na nek način izkazano zaupanje do vlagateljev, do vseh deležnikov izven podjetja, da tudi na tak način podjetje skrbi za svojo varnost in pokaže navzven, da investira v ta del, ki se zdi seveda zelo pomemben. Da govorimo predvsem o podjetjih, ki so izpostavljene do kibernetičnih napadov, ki ogrožajo predvsem varnost podatkov. Torej govorimo predvsem o podjetjih, ki razpolagajo s velikimi količinami osebnih podatkov, torej recimo finančne podjetje, komunikacijska podjetje in tako naprej, IT podjetje tudi. Kaj pa kakšno industrijsko podjetje? Sprašujem zato, ker v prejšnji epizodi smo se pogovarjali o robotizaciji in avtomatizaciji. In zdaj se sprašujem, in tudi tebe sprašujem, Salko, kakšne so tveganja za podjetja, ki poslujejo na področju industrije, torej recimo tovarne, ki so odločili za ta prehod v robotizirano proizvodnjo, kjer so odzadaj določene algoritme, in a je tukaj tveganje, da pride do napadov, ki recimo lahko zaustavijo celotno proizvodnjo, celoten proizvodni proces. Prav gotovo v teh podjetjih obstaja zelo veliko tveganje, da pride do napada. Sej so tudi v osnovi potem zelo občutljiva, napadalci se zavedajo, da je njihovo poslovanje, predvsem robotizacija,
avtomatizacija tesno povezana z spletom, da tle se generira ogromne količine podatkov, da te naprave komunicirajo med sabo in pravzaprav to je dobra ciljna tarča njih, da najdejo podjetja z takim načinom poslovanja. Z njihovim napadom jim mora biti uspe ustaviti proizvodnjo ali celo onemogočiti delovanje določenih naprav. Skratka, povzročajo škodo, ustavijo procese in seveda naknadno zahtevajo za vzpostavitev oziroma za revitalizacijo teh zastavljenih procesov, seveda določene odškodnine. Podjetje utrpi določeno škodo, nezmožnost nadaljevanja proizvodnje, seveda utrpi škodo ugleda zunanjosti, utrpi škodo do kupcev in seveda do dobaviteljev. A je še kaj, kar bi izpostavil, da škoduje lahko podjetjem na dolgi rok v primeru hekerskega napada? Empirično je dokazano, da cene delnic po razkritju kibernetskih napadov nekaj časa upadajo. To je seveda logično, se iz vidika vlagatelja, če pogledamo, imamo določene predsodke, določene pomisleke, ali morda za vsem, ki je bila razkrita škoda, se še ne skriva kaj. Ali so bili podatki, tisti, ki so bili odtujeni, vrnjeni v celoti, sedaj popolnoma spet pod nadzorom podjetja, da niso morda ostale nekje kakšne kopije na trgih, prišle do konkurence ali še na kak drugačen način, ki bi lahko v prihodnosti škodovalo podjetju. Z tega vidika vlagatelji imamo določene zadržke in potem je logično, da ta delnica kratkoročno, vsaj srednjeročno ni zanimiva in obstaja možnost, in to je tudi dokazano, da pač njihova vrednost z neko časovno periodo po kibernetskem napadu upada. Torej, Matjaž, se že izpostavil ta vidik, da mogoče bi bilo smiselno v letnih poročilih razkrivati investicije v izobraževanje zaposlenih. Bi mogoče moral biti tudi pomemben del razkriti na področju investiranja v programsko opremo na področju kibernetične varnosti. Mogoče tudi ta del bi moral biti nekoliko bolj transparenten. Prav gotovo bi bila to zanimiva tematika in tudi področje za podjetja. Z enega vidika zato, ker če bi razkrilo ukrepe in investicije v spletno varnost, bi morda tudi marsikaterega napadalca v osnovi odvrnilo od poskusa kibernetskega napada, saj bi vedel, da je podjetje pravzaprav na tem področju zelo močno in je potencialni izplen tudi za njega zelo majhen. Podpiram idejo, se strinjam, da je pač v bodočih letnih poročilih najbrž to zelo zaželjeno, tako z vidika vlagateljev, kot seveda tudi z vidika potencialnih napadalcev, da se pač ta poskus zmanjša. No, zdaj smo govorili predvsem o kibernetični varnosti v korporativnem svetu. Ali bi tudi države morale biti pozorne na to, da imajo močne varnostne ukrepe? Prav gotovo morajo biti države zelo, zelo pozorne. Veliko kibernetskih napadov presenetljivo je pravzaprav na državno infrastrukturo. Država ima kritične infrastrukture, tako na javni upravi, čeprav se morda sliši, da ni tako pomembna, pa vendar je javna uprava za delovanje države izjemno pomembna. Država obvladuje energetska infrastruktura in še zdravstvene infrastrukture, to so ključne infrastrukture. Kar se tiče seveda v primeru nekih konfliktov, vojn, je pa tako. Dokazano je, da je od začetka konflikta na relaciji Ukrajina-Rusija se to število kibernetskih napadov z strani, predpostavljamo lahko države Rusije, nekajkrat povečalo in seveda bilo izključno usmerjeno na kritične infrastrukture, predvsem verjetno zaradi predpostavljanja delanja zmede, nedelovanja te infrastrukture in potem pač lažje izkoriščanje določenih pomanjkljivosti tega. Ni pa Rusija prva, seveda ne. Mi smo že večkrat slišali o kibernetičnih napadih, ki prihajajo v smeri Severne Koreje, tudi Irana. To je nekako eden od načinov, kako se te države lahko škodijo drugim državam, brez tega, da bi investirali v proizvodnjo in konec koncev tudi razvoj napredne vojaške tehnologije in opreme. Nažalost, relativno enostaven način, kako lahko ogrožaš druge. Jaz bi morda tu dodal eno še zanimivost, kako je težavnost ugotavljanja, odkot prihajajo ti spletni napadi. Če imamo, kot sem že prej omenil, doma neke fizične lokacije, je velika verjetnost, da pač vlomilci nepridipravi pustijo določene sledi. V spletnih napadih sledi ni
izjemno težko je sledljivost, saj mogoče uspejo, ampak prav gotovo so toliko izobraženi, da potekajo napadi iz različnih smeri, preko različnih svetovnih spletnih strežnikov, tako da se te poti zelo, zelo elegantno zabrišajo. S tem, da razvijamo ekosistem Internet of Things, se izpostavljamo večjim tveganjem, verjetno je to res, ne? Vsak vstop v ta virtualni prostor za nami prinaša določeno tveganje, da nam pač nekdo virtualno sledi, tega se nikoli ne zavedamo, zato pravzaprav to področje, o kateri se zdaj pogovarjamo, kibernetska varnost, mora postati eno temeljnih področij bodočega delovanja in zavedanja podjetij, pa tudi posameznikov. Ampak mi pogosto res sploh ne razmišljamo o tem, kakšna so lahko tveganja. Zdaj sem se spomnil, da robotski sesalnik, ki ga imam doma, ima tudi programsko opremo, ki se redno posodablja in je lahko tudi en vir kibernetičnega tveganja, za katerega sploh ne vemo, oziroma ne razmišljamo o tem. Res je, ljudje se sploh ne zavedamo, da smo več vpeti v splet, kot pa dejansko hočemo sami sebi priznati. Od vseh aparatur doma, ki so mogoče, kot si zdaj omenil, sesalnik, njega krmili, programska oprema, ki se vsake toliko časa posodablja. Ali s to programsko opremo posodobimo tudi nezaželjeno programsko opremo, ali jo sprejmemo v svoj mobilni telefon ali svoj domači računalnik, kjer krmilimo te naprave, ne vemo. Zato moramo delovati preventivno, podobno kot pri zdravju. Včasih se odločimo za zdravo prehrano, da mogoče preprečimo bodoče bolezni. Tudi tukaj je potrebno preventiva, saj nikoli ne vemo, ker tle pač je neviden prostor, kje bomo deležni določenih napadov, določenih nepooblaščenih stopov in seveda potem utrpeli tudi določene škode. Dobro povedano, se strinjam. Glede te nepripravljenosti, priznanja, koliko smo res prisotni na spletu in pol nekako opažam tudi, še nismo ugotovili, koliko so dejansko vredni naši podatki oziroma novice. Nekako zgleda, da nekaterim, kar veliki večini uporabnikov, pravzaprav ni tako mar za njihove osebne podatke oziroma se ne zavedajo pomembnosti teh podatkov. Gledamo, na primer, kolikrat je bil Facebook zhekan. Na 100 milijonov računov je bilo zlorabljenih. Vidimo velikrat, da na kakšnih hekerskih blogih se pojavijo razpredelance, kjer je na 100 milijonov podatkov, e-mailov, uporabniških imen, pa lahko tudi gesel, pa naprimer, kakšna podjetja niti niso ugotovila, da se je zgodila zloraba. Naprimer, Marriott Hotel se rabo 5 let, da je ugotovil, da je bil zhekan. To je zanimivo vprašanje, oziroma zanimiv komentar. Zdaj, ko se menja Marriott Hotel, razmišljamo o agregatorjih, torej Booking, na primer, pri takih programskih rešitvah, pri takih ponudnikih je tveganje še toliko večje, zato ker tukaj podatki ne bo izgubil samo Marriott. Tukaj bo izgubil precej več hotelskih verig te podatke. Sicer za nas, kot za uporabnike, je to zelo, zelo priročno, da imamo enega ponudnika na enem mestu, ampak to je tudi večje tveganje. Kaj pa fizična varnost? Zdaj razmišljam o avtonomnih avtomobilih, avtonomno vožnje. A se mi kdaj sprašujemo, ko kupujemo avtomobil, kakšna pa je sploh programska varnost teh avtomobilov? Torej, mi že pričakujemo določeno stopnjo avtonomne vožnje. Seveda, to ni najbolj napredna, ampak še vedno nekaj. In zdaj, recimo, ko govorimo o Tesli, pogosto govorimo o tem, da to ni več avtomobil, da je to računalnik na kolesih. Ampak mi res, ko razmišljamo o nakupu, dajemo prednost tudi temu vidiku, a je Tesla bolj varna z programskega vidika, kot recimo Volkswagen. Ali pa sploh ne razmišljamo o tem, pa razmišljamo še vedno v okviru teh predpostavk, ki smo jih imeli 10, 15, 20 let nazaj, kjer najbolj pomembne so tehnične lastnosti. Verjetno imaš tukaj prav, da pravzaprav z novimi avtomobili, z nakupi, se tega pravzaprav še sploh ne zavedamo. Vsi smo več ali manj usmerjeni v preteklost, na neke tehnične lastnosti, vizualne lastnosti, predvsem oči,
kupujejo avtomobile. Avtohtona vožnja bo predstavljala seveda tudi določeni problem v prihodnosti in določene priložnosti za podobne spletne napade. Tle se pravzaprav gre za ogromno količino podatkov. Raziskave kažejo, da bo to daleč največja generacija podatkov in obdelava podatkov preko računalnika v realnem času, da bo seveda avtonomno vozilo lahko normalno po cesti zapeljalo. Tega se danes tudi tisti, ki kupujejo Teslo, ne zavedajo. Tesla se pač kupuje zato, ker je avto všečen, ker je seveda zelo napreden in ker je pač pionir na področju električnih vozil. Tudi ko kupujemo avtomobil, mogoče ne razumemo, na kakšen način deluje motor. Ampak še vedno pa nekje pa priberemo določeno mnenje, da je ta motor bolj varen, da je ta oprema, ki jo imamo, bolj varna. Konec koncev se vsi avtomobili testirajo, torej z vidika varnosti za voznike. In tudi ta vidik programske varnosti bi moral biti ocenjen. Ne vem, mogoče z vidika neodvisne agencije. Nimam odgovora, ampak se mi zdi, da mi kot kupce precej več poudarka dajemo tehnične varnosti, ker spremljamo to. Ja, pa še zmeraj imamo nadzor nad njim. To je v bistvu še verjetno daleč najbolj pomembno, da se zavedamo, da nadzorujemo napravo. Ja, obstaja možnost, da nam gre tudi mehanska okvara. Mehanskih okvar je možno več, eno se je omenil, ampak ta nas v tistem trenutku nakupa ne skrbi. Ne skrbi nas tudi neka spletna varnost oziroma delovanje tega avtomobila, ker pač pravzaprav bo v naši kontroli, v našem nadzoru in iz preteklosti vemo, da pač določen avtomobil je kvaliteten in zato nimamo težav z nakupom. Ko pa seveda bo ta meja prešla v popolnoma avtonomna vozila, pa seveda se bodo postavljala vprašanja varnosti, ker pač ne bo več v domeni nas, avto bo upravljan avtohtono in temu primerno bo tudi posvečena naša skrb. Vprašanja, ali je to varno do te mere, da jaz res lahko uživam v vožnji brez tega, da spremljam, kaj se dogaja. Imamo eno vprašanje, ki se mi zdi zelo zanimivo. Mogoče se motim, ampak še vedno ga bom zastavil. Torej, če govorimo o avtomobilih, pred kratkim so se pojavili govorice, pred kratkim to je že nekaj let, da bo Apple ponudil, razvil svoj avtomobil. In kot vemo, ima Apple na področju programske opreme zaprt ekosistem. In z določenih vidikov to izpostavljajo kot prednost. V primerjavi recimo s Androidom, ki so ga razvili pri Google, ali pa s programskimi orodji, ki so jih razvili pri Microsoftu. Skratka, ta zaprtost ekosistema, ki ga razvije Apple, znižuje tveganje kibernetičnih napadov. Zdaj, če bo Apple ponudil tak avtomobil, a bo to konkurenčna prednost? A bomo raje kupili Apple avtomobil, zato ker bomo povezovali to nekoliko večjo varnost na področju kibernetičnih napadov? Bomo namenjali temu toliko pozornosti? Bo lahko avtomobil bolj uspešen ravno zaradi tega, ker ima mogoče večjo varnost, ravno zaradi tega, ker je to Apple avtomobil, zaprt ekosistem? Tudi jaz sem v zadnjem času prebral precej poročil na temo Applovega vozila. Ta projekt je omenjen za več različnih virov, da je v pripravi, da se celo omenja letnica 24, ko bi naj bila neka predstavitev, zdaj ali že dokončnega vozila ali še v bistvu zgolj kot projekt. V vsakem primeru kupci Applovih avtomobilov bodo tisti, ki pač Applovo blagovno znamko v vseh pogledih zdaj dobro poznajo. Dodatno pa to, kar si omenil, ta konkurenčna prednost bi pa pri tistih, ki se seveda tega zavedajo, kako pomembna je tle ta spletna varnost, bi lahko bila odločilnega pomena, da bodo pač Applovi kupci teh avtomobilov bolj varni in pa seveda bolj mirni v svojem premikanju oziroma v svojem potovanju, kamorkoli že bodo šli. Na drugi strani se pa lahko pojavi podjetje iz Izraela, ki razvije Pegasus 2.0 in potem zna hackati tudi to.
Jaz sem tudi bral o teh čipih, naprimer razlika med vojaškimi čipi pa med temi potrošniškimi čipi je, da dizajn tega vojaškega čipa noben ne pozna, ker ga vojska sama in-house razvije. Naprimer, če pa potrošniški čip, kupaš napravo, odpreš napravo, pogledaš, kaj je noter, pogledaš, kjer čip je, testiraš na čipu različne viruse, kako prideš noter in enkrat 15-letnik ugotovi, kako prideš noter, pa začne zlorabljati vse. Moramo se zavedati, da 100% varnosti ni. Ravno o tem se pogovarjamo, da pač kibernetska varnost oziroma kibernetska panoga napreduje, tudi ona se razvija. Je pa res, da 100% varnosti nikoli ne bomo videli, lahko se ji bomo približali. Razvoj bo šel sigurno v različne smeri, prilagajal se bo, tako kot zdaj pač uspe analizirati in pa preprečiti določene tehnološke rešitve v današnjega časa, tako bo seveda tudi v prihodnosti, o kateri se zdaj pogovarjamo, 3, 4, 5, 10 let, bo tudi kibernetska podjetja bodo z svojimi rešitvami izjemno napredovala, bodo zelo sofisticirana, pametna, če že temu tako, in bodo verjetno uspela poiskati in pa seveda razrešiti ali pa tudi obraniti veliko različnih kibernetskih problemov. Kakšne pa so ocene rasti trga kibernetske varnosti v naslednjih 5-10 letih, mogoče, če imaš kakšen podatek? Torej, ta trg ima pred sabo lepe rasti. Bral sem neko raziskavo, analizo trga, ki predvideva investicije v letih 21 do 25 v zneskih okrog 1,75 trilijona dolarjev. Gre za ogromen znesek, hvale vredno. To pomeni, da se čedalje več podjetij zaveda in temu ustrezno alocira svoje investicije v tehnologijo in v segment kibernetske varnosti. Te investicije so v bistvu tudi zelo spodbudne, da so pravzaprav zdaj v letih 23, 24, 25 tudi bistveno močnejše kot v letih 21, 22, kar pomeni, da ta rast se stopnjuje in temu ustrezno bodo seveda ta podjetja, ki se ukvarjajo z kibernetsko varnostjo, ustrezno participirala, rasla in seveda tudi ustvarjala nadpovprečne dobičke. Kjeri so tisti trendi, ki prispevajo temu, da se povečujejo investicije v to, poleg števila hekerskih napadov? Gre za več vidikov pomembnosti in sicer eno so deležniki podjetja, ki pravzaprav podjetje razpolaga z ogromno število podatkov. Ima osebne podatke kupcev, osebne podatke dobaviteljev, zaposlenih. Torej povečevanje števila podatkov. Prav gotovo povečevanje števila podatkov. Če pa se vrnemo malo nazaj. Matjaž, ti si omenil, da vojaški čipi so bolj varni ravno zaradi arhitekture. A lahko tudi ta vidik štejemo med investicijskimi priložnostmi, ki jih lahko ocenjujemo, da se lahko pojavijo na področju želje iskanja večje kibernetične varnosti. Torej, govorim na primer o primeru podjetja, ki ima denar, da bi investiral v razvoj vlastnih čipov, recimo Google, Alphabet ali pa Facebook, oziroma Meta ali pa katerokoli drugo podjetje, ki uporablja veliko čipov, naprimer zaradi tega, ker uporablja infrastrukturo na področju oblaka in s tem, da razvija vlastno arhitekturo čipov, to podjetje lahko dosega večjo kibernetično varnost, brez tega, da bi bilo potrebno uporabljati posebne programske rešitve. Čim manj je v razvoju čipov dobaviteljev oziroma čim manj je različnih sestavljalcev, razvijalcev, nesporno obstaja večja verjetnost, da bo čip dosti bolj varen. Se je v bistvu pravzaprav ta ekosistem je zelo zaprt in to, kot se je omenil, da je pravzaprav razvijalec eden, obstaja večja verjetnost, da ima določeno tehnologijo, ki jo seveda tudi patentira in do katere drugi ne morejo in s tem povečuje določeno varnost čipov. Ja. Mogoče še kakšno področje, ki mogoče ne pridejo tako na pamet, ko govorimo o kibernetični varnosti, ampak še vedno so lahko zanimiva ravno zaradi tega, ker zdaj mogoče vsi razumemo, da je to pomembno. Eno izmed področji, ki ga je tudi vredno izpostaviti, je področje panoga zdravstva. Tam je pravzaprav generirano ogromno podatkov, osebnih in seveda tudi manj osebnih glede
samega zdravja, določenih raziskav, ne nazadnje tudi v farmaciji določenih kliničnih raziskav. In tle je pravzaprav en podatek, da bi tudi ta panoga do leta 2025 v spletno varnost naj vložila okrog $200 milijard, kar pomeni, da gre za tudi zelo velik znesek. Panoga zdravstva je bila v preteklosti precejkrat tarča napadov, tudi odškodnine, ki so jih morale subjekti iz te panoge plačevati, so bili sorazmerno visoke, tako da očitno so se zelo veliko naučili in zdaj temu posvečajo ustrezno varnost. Na začetku sem menil kriptografijo in ko pa govorimo o kriptografiji, ja, hočeš, nočeš, ampak govoriš tudi o Bitcoinu, o Solani in tako naprej, o teh kriptožetonih, o kriptotehnologijah. A je to mogoče eden od vidikov, ki bi ga lahko imeli v mislih, ko govorimo o prihodnosti te tehnologije? Torej, različne tokene, različne pametne pogodbe. Je to lahko prednost? Ali pa ravno obratno, saj vemo, da te tehnologije imajo tudi svoje omejitve, ki sicer niso kibernetične narave, ampak bolj temeljijo na arhitekturi, na kateri so zgrajene. Ampak še vedno, a bi lahko bila banka, ki gradi svoj poslovni model na kriptotehnologijah, bolj zanimivo za uporabnike kot pa navadna banka, ki uporablja cel kup programskih orodij? Pri tem vprašanju v bistvu moramo razlikovati med kriptovalutami in pa tehnologijo, na kateri so te kriptovalute bazirane, torej blockchain tehnologijo. Sama blockchain tehnologija se izkazuje za uporabno, je že na določenih mestih implementirana in je deležna velikega razvoja. Drugo področje so kriptovalute, kjer poleg vsega in prvenstveno manjka regulacija. Tle je ta zelo velika pomanjkljivost in dokler ni regulacije, je najbrž tudi zelo dvomljivo na neki način to prenesti v splošno uporabo. Tle se strinjam, da pa če je uporaba vse splošna, mora biti na nek način regulirana. Sama blockchain tehnologija se izkazuje za varno, za hitro, učinkovito. Na njej se razvija ogromno število aplikacij in seveda tudi vse večje svetovne banke delajo pospešeno na razvoju določenih aplikacij in določenih njihovih produktov na blockchain tehnologiji. Tako da prav gotovo bo blockchain tehnologija v naslednjih letih zavzela pomemben prostor v tem tehnološkem svetu. Ja, hvala za odgovor. Dobro si povedal. Zdaj, ko govorimo o kriptotehnologiji, sem se spomnil, da smo imeli celo eno epizodo Web3 v prvi sezoni. Zdaj razmišljam, se lahko tudi v tem kontekstu gledamo tudi investicijsko temo Metaverse. Večja kibernetična varnost je izjemno pomembna pri razvoju te tehnologije. Torej, zdaj pa smo menili tudi robotizacijo. Ja, v bistvu kar precej investicijskih tem so močno povezane s stanjem na področju kibernetične varnosti. Vse, kar bomo v prihodnosti ali pa zdaj vidimo na področju tehnološkega razvoja, je vezano na splet. Splet, kot smo že ugotovili, je virtualni dostop omogočen vsem, tako tistim, ki imajo namen uporabljati za poslovanje podjetij, kot tudi tistim, ki imajo namen temu poslovanju škoditi. Zato seveda je vsa tehnologija izpostavljena tveganjem, naj si gre za robotizacijo, naj si gre za avtomatizacijo, naj si gre za blockchain tehnologijo. Zavedati se moramo, da vsak tak segment je potrebno ustrezno zavarovati. Seveda ne gre za fizično varovanje, gre za virtualno varovanje. Obstajajo aplikacije, obstaja software, treba ga je uporabiti, predvsem pa se je treba zavedati, da to ni izdatek, ampak je to naložba, ki ti preprečuje določeno škodo. Slavko, hvala ti, da si bil danes z nami, hvala ti za tvoj čas. Bilo je zelo poučno. Bilo mi je veselje. Hvala. Res najlepša hvala, Slavko. Zdaj pa res razumemo, kakšen pomen ima kibernetična varnost. Pa upam, da bodo
upam, da bodo tudi poslušalci razumeli, pa mogoče nekoliko več pozornosti namenili svoje lastne varnosti. Tako kibernetične, kot tudi fizični. Včasih je ta meja že težko očljiva, nažalost. Poslušali ste Triglav skladi Stockcast. Podcast, ki ste ga poslušali, je informativne narave in ne more predstavljati naložbenega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Je splošne narave in ne more upoštevati posameznih potreb poslušalcev.